Mladi se soočate z negotovo prihodnostjo, ki botruje visoka stopnja brezposelnosti, zato kot podpredsednica Odbora za proračun v Evropskem parlamentu pozdravljam predlog Evropske komisije, ki je v proračunu Evropske unije za leto 2017 predvidela več sredstev za gospodarsko rast in nova delovna mesta. Tako nacionalna kot evropska politika pa ima pri tem pomembno vlogo. Ne z odpiranjem delovnih mest v državni in v javni upravi, ampak z ustvarjanjem stimulativnega, odprtega in z globalnim svetom povezanega okolja. Mladi ste naložba v prihodnost. Za razvoj podjetništva pa je nujno manj birokracije, hitrejši odziv države, ugodno poslovno okolje z ugodnimi krediti in pravično davčno stopnjo, korak k rešitvi pa tudi šolski sistem, prilagojen potrebam trga dela. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo dobili dostop do skupnega trga. Pravica do prostega gibanja pa prav vam mladim daje možnost nabiranja študijskih in delovnih izkušenj v tujini. Izkoristite priložnost. Raziskave Evropske komisije kažejo, da mladi, ki so bili na študijski izmenjavi ali pripravništvu v tujini, lažje dobijo delo, saj imajo močnejšo mrežo poznanstev in so bolj odprti. To opažam tudi pri mladih, ki so stažirali v moji bruseljski pisarni. Žal se danes soočamo z ogromnim številom izobraženih mladih, ki se izseljujejo iz domovine. V lanskem letu je Slovenijo zapustilo 8000 mladih. Beg možganov moramo zamenjati s kroženjem možganov. Pojdite v tujino, naberite izkušnje, vendar se vrnite domov. Prepričana sem, da si večji del izseljenih to tudi želi. Na državi pa je, da vam s pravimi politikami in ukrepi omogoči človeka dostojno življenje. Ker mladi želite potovati, bivati, študirati in delati v celotnem opusu držav članic Evropske unije, potrebujemo pozitivno in usklajeno Evropo, ki bo kos izzivom, s katerim se sooča. Potrebujemo tudi močno evropsko zavest, ki je mladim prav gotovo ne primanjkuje. Potrebujemo dialog aktivnih mladih državljanov z odločevalci na najvišji ravni odločanja. Citat neznanega avtorja pravi, da so pobude mladih vredne toliko kot izkušnje starih. Torej, bodite aktivni, vključite se v mladinske organizacije, sooblikujte svojo prihodnost.